Vse, kar vidiš okoli sebe, je energija. Vsaka misel, vsak občutek, vsaka odločitev je vibracija, ki se širi v polje neskončnih možnosti. Joe Dispenza pravi, da živiš v kvantnem polju v prostoru, kjer obstaja vse, kar si lahko zamisliš, že zdaj. A večina ljudi tega polja nikoli ne aktivira, ker živijo ujeti v program preteklosti. Vsak dan se zbudiš in v trenutku, ko odpreš oči, tvoj znova prikliče spomine, kdo si, kaj te čaka, kaj moraš narediti. In v trenutku, ko se spomniš, kdo misliš, da si, aktiviraš isti čustveni podpis. To pomeni, da tvoje telo začne proizvajati iste kemikalije kot včeraj. In če tvoje telo doživlja isto čustvo kot včeraj, potem je tvoja prihodnost že napisana. Kvantna manifestacija se začne, ko prekineš ta cikel. Ko prenehaš živeti kot rezultat preteklosti in začneš živeti kot ustvarjalec prihodnosti. Ko se odločiš, da tvoje misli ne bodo več odsev tvojega okolja, ampak načrt tvojega novega sveta. Joe Dispenza razlaga, da kvantno polje ne reagira na to, kar želiš, ampak na to, kar si. To pomeni, da tvoje besede nimajo moči, če tvoja energija govori nasprotno. Lahko rečeš, želim si obilja, a če v sebi čutiš pomanjkanje, polje odgovori na tvoje čustvo, ne na tvojo željo. Zato manifestacija ni mentalni proces, je energijski. Vsak občutek, ki ga oddajaš, je signal, ki se širi v kvantno polje. In to polje ne presoja, ne razmišlja, ne izbira, samo vrača. Če oddajaš frekvenco dvoma, boš prejel okoliščine, ki potrjujejo tvoj dvom. Če oddajaš hvaležnost, boš prejel razloge za hvaležnost. Ko to razumeš, spoznaš, da tvoj svet ni rezultat zunanjih sil, ampak notranjih odločitev. In da resnično prebujanje ni duhovni dogodek, ampak trenutek, ko začneš zavestno izbirati svojo energijo. Joe Dispenza pravi, če želiš spremeniti svojo realnost, se moraš najprej spremeniti znotraj. In to pomeni, da moraš zapustiti polje znanega v znane misli, znane občutke, znane reakcije in vstopiti v neznano. Neznano je kraj, kjer se rojeva čudež. Tvoj ga ne more nadzorovati, zato se ga boji. A tvoje srce ga prepozna, ker tam prebiva tvoja duša. Ko zapustiš logiko in vstopiš v zaupanje, tvoje telo začne vibrirati v skladu z novo resničnostjo. Morda si že poskušal manifestirati, si ponavljal afirmacije, vizualiziral, si želel spremembo, pa se ni zgodilo nič. Razlog ni v metodi, ampak v tvoji vibraciji. Če želiš resnično aktivirati kvantno manifestacijo, moraš ustvariti občutek, da je tisto, kar želiš, že tukaj. To je bistvo čudežev, o katerih govori Joe Dispenza. Ne gre za čarovnijo, ampak za usklajenost. Ko tvoje srce čuti, da je nekaj res, tvoje telo postane most med energijo in materijo. In ko to stanje držiš dovolj dolgo, se valovi verjetnosti v kvantnem polju zrušijo v eno realnost, tvojo novo izkušnjo. Znanstveno gledano, tvoje telo je elektromagnetno polje. Tvoje misli ustvarjajo električni naboj, tvoja čustva pa magnetno privlačnost. Če razmišljaš o obilju, a čutiš strah, tvoje električno in magnetno polje nista usklajena. Polje se zmede. Ko pa razmišljaš o obilju in hkrati čutiš hvaležnost, tvoja energija postane skladna in to skladnost kvantno polje prepozna kot ukaz. Joe Dispenza pravi, da se resnična sprememba začne, ko se odločiš, da se ne boš več odzival kot včeraj. Ko pride misel, ki ti govori, da nisi sposoben, je ne poslušaj. Ko pride čustvo, ki ti govori, da ni mogoče, ga opazuj, ne da bi ga hranil. In ko tvoje telo želi ponoviti staro rutino, se ustavi in izberi drugače. Vsaka taka odločitev je energijska revolucija. Kvantna manifestacija ni rezultat sreče, ampak discipline. Disciplina, da vsak dan vstopiš v stanje, ki ustreza tvoji viziji, ne tvojim okoliščinam. Da se ne odzoveš na staro, ampak ustvariš novo. Joe Dispenza pravi, da moraš trenirati svoje telo, da se nauči čutiti prihodnost, kot da se že dogaja. To je tisto, kar on imenuje emocionalna priprava realnosti. Če si želiš ljubezni, začni čutiti ljubezen. Če si želiš svobode, začni dihati svobodo. Če si želiš obilja, bodi hvaležen za vse, kar že imaš.
Ko tvoje telo postane hvaležno, tvoje polje začne oddajati signal, ki ustreza frekvenci obilja. In ker kvantno polje ne pozna časa, odgovori takoj. Ti pa moraš biti dovolj prisoten, da to sprejmeš. Mnogi ljudje manifestirajo iz pomankanja. Rečejo, želim si to, ker tega še nimam. A ta izjava je že vibracija ločenosti. Joe Dispenza nas uči, da moraš manifestirati iz celovitosti. Da rečeš, hvala, ker to že obstaja. In ko to izrečeš z resničnim občutkom, tvoje telo ne loči med tem, kar je resnično, in tem, kar je zamišljeno. Biološko postane tvoja vizija tvoja realnost. To je znanstveno dokazano. Ko vstopiš v meditativno stanje in se osredotočiš na občutek ljubezni, tvoji možgani začnejo proizvajati koherentne alfa valove. Tvoje srce začne oddajati magnetno polje, ki sega več metrov izven tvojega telesa. In to polje komunicira s kvantnim poljem. Kvantna manifestacija ni nekaj, kar se zgodi, je nekaj, kar se aktivira. Aktivira se, ko se spomniš, kdo si. Ne si le fizično bitje, ampak zavest, ki ustvarja realnost. Ko se zaveš tega, se začneš prebujati. In prebujanje ni nič drugega kot trenutek, ko spoznaš, da si že povezan z vsem, kar iščeš. Ne rabiš več prositi, ne rabiš več dokazov, samo dovoliti moraš, da tvoja energija teče brez omejitev. Joe Dispenza pravi, tvoj stari jaz se mora razpasti, da bi se tvoj novi jaz lahko rodil. To ni vedno prijetno. Tvoje telo se bo upiralo, tvoj bo dvomil, tvoje čustvo se bo spraševalo, če si nor. A to je proces preobrazbe. Tvoja stara identiteta je sestavljena iz milijonov misli, reakcij, čustev in navad. In ko jih začneš razgrajevati, se boš počutil izgubljenega. A to je dober znak, to pomeni, da zapuščaš znano. V tistem prostoru negotovosti, ko ne veš, kdo si, in še ne veš, kdo postajaš, se dogaja največja magija. Tvoje telo začne poslušati tvojo dušo. Tvoja energija se začne usklajevati z višjo inteligenco. In v tistem trenutku postaneš magnet za čudeže. Če želiš resnično razumeti manifestacijo, moraš prenehati razmišljati o njej in jo začeti čutiti. Ne sprašuj kako, ker kako pripada umu. Srce ne pozna kako, pozna le da. Ko se odločiš verjeti brez dokazov, polje dobi dovoljenje, da ti jih pokaže. Ko se odločiš čutiti brez razloga, vesolje ustvari razlog. To je zakon energije, ne vere. In če čutiš, da je čas, da se zbudiš, da začneš ustvarjati iz višje vibracije in končno aktiviraš svojo moč manifestacije, naroči se na ta kanal. Tukaj boš vsak dan spomnjen, da nisi ujetnik časa, ampak arhitekt realnosti. Da si več kot telo, več kot misel, si čista zavest, ki ustvarja svet znotraj in zunaj sebe. Joe Dispenza pravi, da resnična moč manifestacije prihaja iz stanja popolne prisotnosti. Ko si popolnoma tukaj, v tem trenutku, nisi več ujet v čas. In čas je tisto, kar ločuje tvoje želje od njihovega uresničenja. V kvantnem polju čas ne obstaja, obstaja le frekvenca. Ko si prisoten, tvoje telo ne vibrira več z energijo preteklosti. Ne oddaja več signalov ran, strahov in dvomov. Namesto tega začne oddajati signal miru, vere in hvaležnosti. In to je vibracija ustvarjanja. Če želiš aktivirati kvantno manifestacijo, moraš razumeti razliko med mislim in čustvom. Misel je električni naboj, čustvo pa magnetno polje. Ko ju združiš v skladnost, se ustvari elektromagnetna energija, ki komunicira s kvantnim poljem. To ni poezija, to je fizika. Če si danes predstavljaš novo življenje, moraš začutiti, kot da ga že živiš. Če samo razmišljaš o njem, ostajaš v miselnem svetu. Ko pa ga začutiš, ga prineseš v telo. Tvoje telo postane dokaz tvoje nove realnosti. Tvoje celice poslušajo tvoje čustveno stanje. Če si vsak dan žalosten, tvoje telo postane kemijsko odvisno od žalosti. Če si vsak dan hvaležen, postane odvisno od miru. To pomeni, da lahko s ponavljanjem novih čustev dejansko spremeniš svojo biologijo. In ko se tvoja biologija spremeni, se mora spremeniti tudi tvoja realnost. Joe Dispenza razlaga, da ko se tvoj in tvoje telo uskladita,
se tvoje polje odpre. In to polje začne privlačiti izkušnje, ki se ujemajo s tvojo novo energijo. Takrat ne manifestiraš več iz potrebe, ampak iz popolnosti. Mnogi ljudje verjamejo, da morajo nekaj narediti, da bi manifestirali. Toda resnica je, da moraš postati tisto, kar želiš pritegniti. Ne moreš privabiti obilja, če v sebi čutiš pomanjkanje. Ne moreš privabiti ljubezni, če v sebi čutiš osamljenost. Ne moreš privabiti zdravja, če v sebi vibriraš z bolečino. Tvoje delo ni, da iščeš rezultate. Tvoje delo je, da postaneš frekvenca rezultata. In ko to postaneš, se tvoja realnost ne more več upirati. Ko v meditaciji vstopiš v tišino in se povežeš s čustvom hvaležnosti, tvoje telo oddaja signal, ki pravi: že imam, kar potrebujem. In polje, ki ne razlikuje med resničnim in zamišljenim, se ozove z enako frekvenco. To je trenutek, ko začneš opažati sinhronosti v ljudi, dogodke in priložnosti, ki pridejo od nikoder. Joe Dispenza pogosto pravi: ko si v pravem stanju, ti ni treba loviti sanj. Sanje pridejo k tebi. To je zakon kvantne rezonance. Ne pritegneš tistega, kar želiš, pritegneš tisto, kar si. Ko se prebudiš v to resnico, se tvoj vsakdan spremeni. Vsak trenutek postane vaja prisotnosti. Vsaka misel postane izbira. Vsako čustvo postane signal. In vsak dih postane povabilo življenju, da te preoblikuje. Ni več potrebe po nadzoru, ni več potrebe po dvomu. Samo zaupanje. Zaupanje v inteligenco, ki te je ustvarila. Zaupanje v proces, ki te vodi. Zaupanje v srce, ki ve, kdaj je čas. Tvoj bo še vedno poskušal razumeti, kako. Spraševal se bo, kdaj, na kakšen način, skozi koga. A to so vprašanja, ki pripadajo svetu materije. Kvantno polje deluje onkraj logike. Njegov jezik je občutek, ne misel. Ko občutiš mir brez razloga, ustvarjaš pogoje za čudeže. Ko občutiš hvaležnost brez dokaza, odpiraš vrata obilju. Ko občutiš ljubezen brez pogojev, postajaš ustvarjalec. Zdaj si morda v življenjskem obdobju, ko čakaš na nekaj velikega, na preboj, na spremembo, na odgovor. Joe Dispenza bi ti rekel: nehaj čakati. Postani tisto, kar čakaš. Če čakaš na priložnost, postani energija priložnosti. Če čakaš na ljubezen, postani energija ljubezni. Če čakaš na mir, postani mir. Ko to storiš, se čas zlomi. Tisto, kar si mislil, da je daleč, pride k tebi. Kvantna manifestacija se ne meri v urah ali dneh, ampak v skladnosti. Ko si popolnoma usklajen s svojo novo energijo, se realnost ozove skoraj takoj. In takrat veš, da si se prebudil. Prebujen človek ne išče več odgovora, sam postane odgovor. Ne išče več zunanje potrditve, sam je dokaz. In ne poskuša več manifestirati, njegova prisotnost že manifestira. Tvoj je bil vse življenje tvoj gospodar. Zdaj naj postane tvoj služabnik. Nauči ga poslušati tvoje srce. Nauči ga, da zaupa življenju. Nauči ga, da ni treba razumeti vsega, da bi lahko verjel. Ko enkrat doživiš moč zavedanja, ne moreš več zaspati nazaj v staro realnost. Tvoje telo bo še poskušalo ponavljati stare programe, a ti boš vedel, da nisi več ta oseba. In to spoznanje je tvoja svoboda. Vsaka misel, ki jo izbereš, postane tvoja prihodnost. Vsako čustvo, ki ga neguješ, postane tvoj magnet. Zato varuj svoj notranji svet. Govori s sabo, kot bi govoril s svetlobo. Čuti, kot bi bil že tam, kjer si želiš biti. In deluj iz tega prostora. Ko tvoje besede, tvoja dejanja in tvoja energija postanejo eno, postaneš sila, ki jo polje ne more ignorirati. Zdaj zapri oči. Dihaj. In ponovi v sebi: zavest sem, ki ustvarja. Čuti, kako te ta resnica preplavi. Čuti, kako tvoj utihne, kako tvoje telo miruje, kako tvoj srčni utrip postane kompas. To je stanje, v katerem se kvantna manifestacija aktivira sama. Joe Dispenza pravi: ko se naučiš ostati v tem stanju, si stopil v svoje božansko bistvo. In to bistvo ni nekaj zunaj tebe. Je tvoj dih, tvoj utrip,
tvoja pozornost. Ne pozabi, tvoje življenje se ne bo spremenilo, ko boš izvedel več. Spremenilo se bo, ko boš začel čutiti drugače. Če te je to sporočilo doseglo, ni naključje. To je tvoj trenutek, da se zbudiš. Da nehaš razmišljati o svoji moči in jo začneš živeti. Da nehaš analizirati življenje in ga začneš ustvarjati. In če čutiš, da želiš vsak dan krepiti svojo zavest, svojo energijo in sposobnost ustvarjanja realnosti, naroči se na ta kanal. Tukaj bomo skupaj raziskovali, kako se premakniti iz uma v srce, iz strahu v zaupanje, iz omejitve v neskončnost. Zbudi se. Aktiviraj svojo energijo. In postani dokaz, da zavest ustvarja svet.